Dober večer, dragi gledalci pred malimi zasloni, poslušalci pred radijskimi sprejemniki in seveda vsi zbrani v tej veliki dvorani Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Za novo upanje smo poimenovali nocojšnji večer, ki ga pripravljamo skupaj z Društvom onkoloških bolnikov Slovenije, Slovenskim združenjem za boj proti raku dojk Europa Dona in Zvezo slovenskih društev za boj proti raku. Ta večer bo tekla beseda o diagnozi, ki vzbuja strah, in o upanju, ki ga dajejo nove metode zdravljenja, o dobroti in pomoči, prijateljski roki in topli besedi, ki pomeni, da nisi sam. In nocoj vam zagotavljamo, da ne boste sami. No, z nami so v glasbenem delu že bili člani parlamentarnega benda, ki so svoj drugi CD podarili seveda v humanitarne namene, Društvu onkoloških bolnikov Slovenije, Slovenskemu združenju za boj proti raku dojk Europa Dona in Zvezi slovenskih društev za boj proti raku. In pri vseh besedilih, ki sta jih oblikovala magistrica Majda Potrata in Rudi Moge, ne gre za običajne prevode izvirnih besedil, ampak so sporočilno prilagojena namenu zgoščenke. In sledi Down by the Riverside, ki jo bosta zapela poslanca Eva Irgl in Mirko Zamernik. Fantje, orožje proč, fantje, orožje proč, fantje, orožje proč, reka ponuja se, vanjo zmečimo ga, da potone v njej. Gremo za soncem si, kriki deklita vrš, kriki deklita vrš, kriki deklita vrš, mir daje srečo vam, nam in za vse ljudi, naj nas ne zapusti. Vesel
svobodo, smeh, mir, svobodo, smeh. Življenje naj na svetu tveh, sreča bo uspeh, pa praznik bo potek. Gremo za vetrom vsi, kriki zdaj vsi ljudje, kriki zdaj vsi ljudje, kriki zdaj vsi ljudje. Svet se naj zbudi, nič več ne teče kri, miru nam bije srce. Onkološki bolniki Slovenije so čedalje bolj povezani in s tem tudi močnejši. Združujejo se bolniki z rakom, njihovi svojci, prijatelji, zdravstveni delavci, skratka vsi, ki želijo sodelovati pri reševanju problematike raka, se zavzemati za krepitev zdravja in čim bolj kakovostno življenje z boleznijo. In prav tem ljudem je namenjen nocojšnji dobrodelni koncert. Razveseljivo je, da je krog ljudi s posluhom čedalje širši. In tokrat so se s prijazno podporo odzvali naši Dixi parlamentarci. Med njimi je tudi predsednik odbora za zdravstvo Državnega zbora, gospod Ljubo Germič. Spoštovani, dovolite mi, da vas v imenu parlamentarnega Dixi benda najlepše pozdravim. In seveda se organizatorju zahvalim za priložnost, da vam danes tudi spregovorim. In ob začetku bi rad citiral misel akademika Toneta Pačka, ki pravi, da verjame, da politiki imamo znanja vedenja, ampak da je za modre odločitve potrebno tudi srce. In seveda, ko danes govorimo o onkoloških bolnikih, ko govorimo o prizadevanjih za to, da zagotavljamo pogoje, da je zdravljenje čim boljše, je, ko spremljamo parlamentarci posamezne zgodbe bolnih ljudi, posebno tistih, ki imajo diagnoze težkih bolezni, med katere sodi tudi rak, je prav gotovo potrebno, da imamo srce. Da prisluhnemo tem težavam, kajti na področju zdravja, kakorkoli je v Sloveniji na zelo visokem kakovostnem nivoju, je še vrsto problemov, na katere v tem trenutku še nimamo vseh odgovorov. Prav tako je v Sloveniji onkologija in onkološka dejavnost na visokem kakovostnem nivoju, seveda pa nas vsakodnevne tegobe, vezane na usodo Onkološkega inštituta, prisiljujejo, da spremljamo to področje bolj rahločutno, z večjim občutkom odgovornosti in da seveda čim prej pridemo do ustreznih rešitev. Dostopnost, enakovredna dostopnost, čim hitrejše diagnostične postopke je treba vpeljati v slovenskem prostoru čim prej. In seveda zato smo Mariborčani pri tem lahko še posebej ponosni, da je vlada v zadnjem obdobju sprejela odlok, kjer Splošno bolnišnico Maribor preoblikuje v univerzitetni klinični center. In znotraj tega je v okviru strategije zagotovljeno tudi razvijanje onkološke dejavnosti. Tako bo ob že uveljavljeni kirurški dejavnosti, ob internistični onkologiji prav gotovo zelo hitro zaživel tudi oddelek radioterapije, ki bo na ta način zaokrožil svojo onkološko dejavnost tudi v Mariboru, kjer bomo seveda lahko hitreje, ustrezneje dobivali zdravstvene usluge prebivalci severovzhodne Slovenije. Seveda bi se ob tem želel zahvaliti za vse tiste, ki delujejo v društvih, ki se ukvarjajo z onkološko dejavnostjo. Kajti požrtvovalnost, nuditi pomoč takrat, ko je najtežje, ko posameznika preveva strah, negotovost,
kaj bo z njegovim življenjem v prihodnje, je seveda deležno najrahločutnejše pozornosti tistih, ki so takšno bolezen in z njo tudi težave že doživeli. Zato so njihove izkušnje izredno pomembne in nudenju pomoč kot solidarnost v najtežjih trenutkih ima še posebno ceno. Zato je potrebno gojiti te vrednote in nameniti temu tudi več pozornosti. Zato smo se temu odzvali tudi v parlamentu in parlamentarni Dixie Band je bil počaščen, da je lahko sodeloval v projektu, da je izdal drugi CD in ga poklonil društvom onkoloških bolnikov, da bodo lahko tudi za vašo podporo pridobivali sredstva za svojo dejavnost. Jaz jim pri tem želim v imenu Dixie Banda še veliko sreče in uspešnega dela v prihodnje. Naslednjo pesem, ki bomo jo pa zaigrali, je pa osrednja pesem tega CD-ja. Vezana je z slovenskim besedilom na znano pesem Amazing Grace. Želim, da prisluhnete besedilo, ki je skladno z sporočilom današnjega večera. To je za novo upanje. Hvala lepa. Gospod Germič, hvala za te prijazne besede. Tako kot je že gospod Ljubo sam napovedal, bomo zdaj slišali znano črnsko duhovno Amazing Grace. Ja, vsi jo poznamo, ampak najbrž vas je veliko takih, ki je še niste slišali v izvedbi Parlament Dixie Banda. Slovensko besedilo sta napisala magistrica Majda Potrata in gospod Rudi Moge, aranžma je delo Janija Goloba, poje pa gospa Breda Senčar. Takole, hvala lepa parlamentarnemu bendu. Torej, mi smo danes uredili tu še en tak naš pogovorni kotiček in pri tem našem oziroma v tem našem pogovornem kotičku bomo gostili 3 ljudi, ki so se bolezni uprli, našli nov smisel v življenju in tudi dejansko
poiskali drugačen način življenja in nov smisel. Zgodbe ljudi, ki jim je bolezen spremenila življenje, so pretresljive, a nocoj smo tukaj predvsem za voljo novega upanja, za novo upanje. In danes pozdravljam tukaj tudi gospo Marijo Kristl, dobro večer. Dobro večer. Kdaj ste zboleli za rakom? Z rakom sem zbolela pred 16 leti, 10 let pa delam kot prostovoljka v Mariborski bolnišnici. In v bistvu na kak način je bolezen, sama diagnoza spremenila vaše življenje? Ko zveš, za diagnozo je hudo. Imela sem pa veliko srečo, morda s svojo energijo, prijatelje, znance, da sem se zelo hitro povrnila v življenje, ki sem ga živela pred boleznijo, posebno potem, ko sem začela normalno delati, to pomeni 8 ur, in sem kar nekaj let še potem delala. Kot prostovoljka dejansko pomagate tistim, ki so zboleli. Že celo desetletje dejansko sodelujete tudi v programu Pot k okrevanju, v društvu bolnikov, onkoloških bolnikov. Glejte, prostovoljke smo ženske, ki smo prebolele bolezen raka, ki smo ustrezno usposobljene in ki imamo pač dovolj energije, da to počnemo. Povedala bi naslednje, prostovoljke delamo v 5 bolnišnicah, kjer zdravijo raka, bom pa začela iz vzhoda. To je Maribor, Celje, Slovenj Grad, Ljubljana in Šempeter pri Novi Gorici. V Mariborski bolnišnici delamo 2-krat na teden, oziroma smo tam, to je torek in četrtek. Ob torkih pa je možno tudi telefonski, da nas pokličejo po telefonu. Pogovor je zaupne in osebne narave, torej ni v bolniški sobi, ampak je prostovoljka, bolnica. In zgodbe so pač različne, tako kot smo različni ljudje. Jasno pa je, da mi tu pomagajo moje izkušnje dolgoletne. Predvsem eno vprašanje pa je vsem pacientkam enako, ko vpraša, koliko let ste vi po bolezni, in ko je rečeš, da 16 let, je že to za njo eno upanje, ker vedeti je treba, v bolnišnici se ti sreča z ženskami, ki so prvič zbolele ali pa ki se jim je celo bolezen ponovila. In potem je tako, že samo ta podatek, da si ti tam in da rečeš, da je 16 let, je za njo že ohrabrujoč. To je eden od tistih podatkov, recimo, s katerim damo novo upanje. Tako, in kaj je tako pomembnega, recimo, pri delu prostovoljca za novo upanje? Da si tam takrat, ko te najbolj potrebuje, to pomeni v bolnišnici, da jo poslušaš in da si tam. Se dosti od tega, kar se pogovarjamo, si najbrž ne zapomnijo, ampak čez čas pa se spomni lahko nekaterih besed in jaz upam, da jim pomaga. Hvala lepa za te informacije, veliko uspeha pri dajanju podpore in veliko uspeha v društvu onkoloških bolnikov. Hvala. V nadaljevanju bomo slišali, tako je aplavz, seveda. No, v nadaljevanju bomo slišali še skladbo Li Marlen, besedilo Hans Laj, prepesnitev Jerca Merzel, ki je tudi izvajalka skladbe in je v bistvu v zelo znano in priljubljeno melodijo utkala nasprotovanje vojni in poziv k miru. To pesem pojem za mir vsem ljudem na zemlji, za revne otroke, za bolne ljudi, za vsa razbolena srca, ki so jih krivično in nerazumno ranili človeški plenilci sebičnih prepričanj. To pesem pojem kot himno svobodi, proti vojnam ter za spoštovanje ljubezni. Tamkaj pred kasarno, zraven glavnih vrat, stala je svetilka in zmeraj še stoji. Tam sva se smela srečati, objemati, poljubljati, nekoč Lili Marlen, nekoč Lili Marlen. Že stražar je klical, prekmalu je bilo, kako naj preživiva drug brez drugega. S tabo bi šla na kraj sveta, a vojna naju je razšla. Kam zdaj, Lili Marlen? Kam zdaj, Lili Marlen?
ni Lili Marlen, kot ni Lili Marlen. V grobu je vse tiho, le sanje so s teboj, tvoje usta mehka, objem še vedno tvoj. Megla je zdaj tam pod lučijo, kot jaz nekoč, kot ti nekoč, z menoj Lili Marlen, z menoj Lili Marlen. S tabo bi šla na kraj sveta, a vojna naju je razšla. Kam zdaj Lili Marlen, kam zdaj Lili Marlen. Nek pregovor pravi, da dejanja govore glasneje kot besede. In dejanje, ki govori samo zase, ter ga je vredno posnemati, so, kot smo nocoj že nekajkrat omenili, storili tudi člani parlament Dixie Banda. Zdaj ob meni pozdravljam vodjo tega glasbenega sestava, gospoda Rudija Mogeta. Dober večer. Lep večer vsem. Torej, vaš drugi CD ste namenili v humanitarne namene, pa me zanima, zakaj prav ljudem in društvom, ki bijejo bitko z rakom? Mislim, da ta gesta pomeni, da smo tudi politiki ljudje, ki verjamemo v to, da kar dobrega napraviš, človeka plemeniti. Ljudje, ki se spopadajo z rakom, so obupani, ne vedo ne kot nekam. Zdravniki so premalo, da bi jim vlili tistega novega upanja, o katerem danes govorimo. Svojci so ponavadi še bolj prizadeti kot bolniki in ti ljudje, ki pomagajo nesebično ljudem v tako veliki stiski, opravljajo plemenito delo in če smo mi s tem, oprostite izrazu, denarjem malo pomagali in s to glasbo malo približali ljudem to problematiko, smo dosegli svoj cilj. Ja, prijeten je občutek, ko lahko nekomu pomagaš, kot je zagotovo tudi lep občutek ob izidu zgoščenke, v katero je vloženega veliko truda in časa. Kaj pravzaprav prinaša ta drugi CD, kakšne melodije? Ta drugi CD prenaša glavne melodije, ki nosijo s seboj ljubezen, spoštovanje, nasprotovanje vojni in borbo za življenje. Z mojstrico slovenskega jezika, poslanko magistrico Medo Potrata, sva skovala te stihe, nekaj tudi Jerca Mrzelj. Upam, da so vam segli do srca. Bilo je res dela, mi smo 1,5 leta se pripravljali, preden smo zbrali notni material, napisali pesmi, da so pesmi zvežbali, ampak morate razumeti, da smo navsezadnje le amaterji in da smo to delali z veliko srca in dobre volje. Ja, prav je, da ploskate, to pravzaprav pomeni, da cenite to gesto, ki so jo storili člani parlament Dixie Banda. In če gospod Moge že govoriva o vašem delu in vaši glasbi, je tudi prav, da predstaviva člane tega Dixie Banda. To boste vi bolje opravili kot jaz, bolje jih poznate. Zagotovo, saj že več kot 8 let igramo skupaj. Na trobenti gospod Geza Džuban, tenor saksofon gospod Ljubo Germič, na pozavni član in vodja alpskega kvinteta gospod Janez Per, Sesinovova na bas kitari Primož Per in na bobni Jani Per.
ter moj dolgoletni prijatelj se študentskih let, ko sem si služil denar tudi s tem, da sem igral, sin skladatelja, gospod Borut Učakaren. In seveda gospod Rudi Mogej, klarinet. Pozabil sem še za klavirjem, pogledajte, kako je oddaljen gospod Mitja Bojerman. Drugače pa izmed vseh nas najbolj poklicni in usposobljen glasbenik. Ja, upam, da nama pianist tega res ni zameril. Vse melodije, ki smo jih nocoj že slišali, so prav iz tega drugega CD-ja. Katera je naslednja, ki nam jo boste zdaj zaigrali? Imenuje se St. James Infirmary, pomeni Svetega Janeza bolnica in opisuje tragično zgodbo o bolanem dekletu v njem. Kakšen je pa konc, boste pa slišali. Pel pa bo gospod Mirko Zamernik. v mestu ob Dravi, deklica moja leži, strta v pritajeni luči, trepetam za skupne dni. Romal bom k Ptujski Mariji, s prošnjo za svoje dekle. Naj mi nikar je ne vzame,
se ni izpolnila, ljubav je k Bogu odšla. Vse, kar mi je zapustila, je bolečina za dva. Tako je, en velik aplavz parlamentarnemu Dixie Bandu. Kot smo že omenili v našem pogovornem kotičku, bomo danes spoznali ljudi, ki so se hrabro soočili z boleznijo raka in bili močnejši od nje. Veliko jih je, ki so svoje življenje preobrnili, osmislili z drugimi, plemenitejšimi rečmi in med nje zagotovo sodi tudi gospod Gregor Pirc, ki je zbolel za rakom. In danes ga pozdravljamo tudi kot avtorja projekta Kolo življenje. Dober večer. Dobro večer. Morda bi mi dva najprej nekaj povedala o tem, za kakšen projekt gre. Torej, prva ideja se je porodila koncem leta 2005, ko se je bližala čestitljiva 20. obletnica delovanja našega društva. In takrat smo rekli, zakaj ne bi naredili nekaj, po čemer bi nas poznala vsa Slovenija. In zakaj ne bi povedali, da že 20 let uspešno delujemo, da imamo 19 skupin za samo pomoč, od tega prvo moško. Zakaj ne bi povedali, da rak ni več tabu, da smo še kako živi in zdravi in da lahko tudi kolesarimo po Sloveniji. In na koncu, zakaj ne bi povedali, da je v Sloveniji že več kot 50 tisoč ozdravljenih, ki so se soočili in uspeli. In to je tisto, s čimer lahko dejansko tako in na tak način lahko vzbudimo novo upanje. Seveda, s tem, ko pokažeš, da si bil uspešen, si dal neko voljo tudi drugima, ki se soočajo prvič s to boleznijo. Kako je organizirana samopomoč v društvu oziroma v programu Pot k okrevanju? Torej, skupina se ustanovila pred približno 3 leti in sicer s tem, ko smo se fanti začeli združevati, smo pokazali, da imamo tudi mi čustva in čut za pomoč. Res pa je tudi, da ko človek zboli, mu najbolj pomaga beseda tistega, ki je to pot že prehodil. In veseli smo, da se to pri nas začelo spreminjati. Včasih je veljalo, da smo moški preveč zaprti, mogoče preveč mačistični, ampak stvari se spreminjajo in veseli smo za to. Skupina deluje enkrat mesečno in sicer srečanja potekajo v Ljubljani. Skupino vodiva mentor, ki je strokovnjak na tem področju in pa koordinator skupine. Pogovarjamo se povsem živimo o bolezni, o psihičnih težavah, ljubezni, če hočete. Včasih tudi kakšno neumnost ušpilamo. Velikokrat pa pride tudi kakšen strokovnjak, ki nam predava potem o novih dognanjih, o zdravljenju in tako naprej. Znano je, da je polovica vseh rakov posledica načina življenja in pa tudi okolice oziroma vpliva okolja. Kako se moški del populacije dejansko odziva na pobude o spremenjenem načinu življenja? No, jaz mogoče ne bi delil tega na moške in ženske, ker mislim, da je to globalni problem cele Slovenije, ker ko je človek zdrav, si reče, meni se to ne more zgoditi, poleg tega pa zakaj bi karkoli spremenil, če je vse v redu. In dostikrat, kot kole sedim pri splošnem zdravniku, opazujem ljudi v čakalnici, ko že vidiš na prvi pogled, da je prekomerno prehranjen, prišel je po tabletke za holesterol in visok pritisk, in potem, ko dobi svojo dozo tablet, odhiti domov na klobasco, vinček. In mislim, se v tem ni nič slabega, ampak tukaj bi mogli začeti vsi graditi, delati na tem in bi se marsikaj dalo spremeniti.
Kar se tiče ozaveščenosti, tako je, ko človek zboli, je ves prestrašen, nepripravljen in potem začne z radikalnimi ukrepi čez noč spremeniti življenje, kar je včasih tudi škodljivo. Je pa res, da fanti v skupini smo zelo ozaveščeni, mogoče edin problem pri kakšnih starejših, njih je težje prepričati, da se morajo odpovedati kakšni dobroti. Morda za konec še vprašanje, kako ste vi spremenili življenje? Ste ga spremenili? Predvsem gledaš na svet bolj pozitivno. In mi izhajamo vedno z tega, da če dobro dela, se ti dobro vrne in če imaš pozitivno energijo, potem se vse da. Hvala lepa za klepet. Prosim. Ja, nadaljujemo z glasbo. Duo Platin sta z nami in sicer skladba 30+.
Za novo upanje smo poimenovali nocojšnji dobrodelni koncert z namenom govoriti o zdravem načinu življenja in o upanju, ki ga dajejo nove metode zdravljenja. Zdaj je, dame in gospodje, z menoj velik strokovnjak z tega področja, profesor dr. Borut Štabuc, predstojnik za gastroenterologijo interne klinike Kliničnega centra v Ljubljani, sicer pa tudi predsednik Zveze slovenskih društev za boj proti raku. Pozdravljeni. Dobro večer. V prvem in drugem desetletnem programu dela Zveze slovenskih društev za boj proti raku v uvodniku ljudi nekako nagovarjate, naj opustijo slabe oziroma škodljive življenjske razvade. Pa me zanima, profesor Štabuc, kakšne so vaše izkušnje, ali smo vedno bolj ozaveščeni in nekako poslušamo nasvete in priporočila stroke, ali se še vedno mačehovsko obnašamo do svojega zdravja? Ja, nasvete že poslušamo, samo še vedno se mačehovsko obnašamo do svojega zdravja. Zdravje, veste, je tista dobrina, katere se zavedamo šele takrat, ko jo izgubimo. In danes ljudje preprosto ne želijo, nočejo, ne želijo vedeti, verjeti, da se lahko raku ali tudi drugim kroničnim boleznim lahko ognemo samo z opuščanjem škodljivih razvad. 4 so. Opuščanje kajenja, prekomernega uživanja pitja alkohola, kar je težko reči v vinorodni deželi, da skrbimo za dobro prehrano, uravnoteženo prehrano in da skrbimo za vsakodnevno telesno aktivnost, zelo pomembno. In nazadnje, da se izogibamo pretiranemu sončenju. Res je, na tem področju smo, na nekaterih področjih, predvsem na področju kajenja, smo naredili že neke večje uspehe. Kajti zadnjih 5 let se umrljivost oziroma zbolevnost za pljučnim rakom stalno upada. In mislim, zdaj, ko bo sprejet pa zakon, še protigadilski zakon, potem bo pa še bo mnogo bolj padlo. Več moramo narediti na področju zdrave prehrane. Čeprav, ko gledam zadnje čase v restauracijah, vidim, da ljudje so že zelo osveščeni, pa tudi bolj pa še verjetno malo lažje hrane, ne pa težke hrane. Ja, upajmo, da bo k temu pripomogla kaj tudi nocojšnja oddaja. Nekako je pri raku pomembno, da ga čim prej odkrijemo. Kakšne so dandanes metode zgodnjega odkrivanja te bolezni? Potrebno je poudariti, da je vsak rak ozdravljiva bolezen, če jo odkrijemo dovolj zgodaj. Zato pa imamo 2 možnosti. Prva možnost je, da prisluhnemo sami svojemu telesu in se v vsakih zgodnjih simptomih, predvsem alarmantnih znakih, hujšanje, utrujenost, slabokrvnost, posvetujemo se svojim zdravnikom. Še posebej pa, če opazimo kakšno spremembo bodi si na koži, bodi si spremembo v kašlju, spremembo v naravi, da opazimo kakšno bulico na telesu. To je ena možnost. Druga možnost pa je, da raka odkrijemo v tistem predrakastem obdobju, v tistem obdobju, ko še ne nastaja rak, pa je velika verjetnost, da bo nastal. In takrat, kadar ne povzroča nobenih simptomov in ga tudi ne moremo otipati. To govorimo o tako zvanem presejanju. Na 4 rakih je pomembno presejanje. Rak materničnega vratu, danes sem ravno pogledal zadnje rezultate, se je pokazalo, da je v zadnjih 3 letih se je umrljivost oziroma zbolevnost za tovrstnim rakom pri ženskah zmanjšala za številko okrog 50. Drugi je rak dojke. Upam, da bo rak dojke drugo leto začel, da bo ta program presejanja, mamografija vsaki 2 leti pričela. In tretji, rak debelega črevesa in danke, ki je edini rak, ki ga lahko tudi preprečimo z zgodnjim odstranjevanjem prekarcinoznih sprememb, to je raznih polipov. In z temi testi presejanja mi lahko zmanjšamo umrljivost in zbolevnost za tovrstnimi raki tudi do 30 do 40%, kar je veliko. To je zelo spodbudno. No, ob zgodnjem odkrivanju pa sta pomembna tudi zdravljenje in rehabilitacija. Tudi tukaj je medicina zelo napredovala. V zadnjih 25 letih, kaj delam na področju onkologije, so se stvari močno spremenile. Začeli smo z 1, 2 citostatikama. Danes je v zadnjih 10 letih imamo številne nove citotoksične učinkovine, nove biološke učinkovine.
Spremenilo se je pa tudi mišljenje že zadnjih 10-15 let. Zdravljenje raka je multidisciplinarno. Danes pravzaprav pri zdravljenju raka nimamo več samo enovrstnega zdravljenja, ampak gre vedno za kombinacijo vsaj 3 vrst zdravljenja. S tem so potrebne potem pride do manj motilantnih operacij in seveda posledično boljše kakovosti življenja teh bolnikov in seveda boljših rezultatov zdravljenja. Ob tem pa tudi rehabilitacija. Rehabilitacija zaradi tega, ker so operacije zmeraj manj motilantne, zmeraj manj tkiva se odstranjuje, je fizikalna rehabilitacija pride v poštev le pri nekaterih bolnikih. Pomembnejša danes, mnogo pomembnejša je psihološka rehabilitacija, rehabilitacija duše in tretja stvar, ki je izredno pomembna, to je pa rehabilitacija na delovnem mestu. Večinoma velja mišljenje, da so ljudje, ki so uspešno preboleli raka, da so za nič drugega kot samo za upokoj. To ni res. 55 tisoč ljudi danes v Sloveniji živi z rakom in jaz mislim, da je marsikdo od njih zmožno opravljati redno, normalno delo. Ja, nekaj vzpodbudne so te vaše besede. Hvala, profesor Štabuc. Zdaj pa je seveda spet čas za glasbo, kajti pravijo, da tudi glasba zdravi. Še enkrat bo z nami duo Platin in Strah pred jutrom. Čeprav, kot smo pravkar slišali, strah pred jutrom ni več tak, kot je bil včasih. Splet življenja, dva svetova, čutim bolj te vse, odkar sva se razšla. Daleč sva si od oči, razdaljine uspe preprečiti, ko noč divja pade, vrtiva stare komade. In strast ne spi, strah pred jutrom, brez svetlobo, ko zagledam prazno sobo. Solza kane na blazino, kjer vonjam tebe, sebe, na vprašanje je prav ali ne, se vdam in rečem, tako pač z nama je, med resnico in snom, s teboj taval bom v temi. Strah pred jutrom, pred svetlobo, ko zagledam prazno sobo. Solza kane na blazino, kjer vonjam tebe,
Strah pred jutrom in da bi ga bilo čim manj za novo upanje. Ja, ni ga človeka, ki bi dejansko vse svoje življenje od rojstva do smrti živel brez težav. Se pa ljudje med sabo razlikujemo prav po dojemanju, po soočenju s težavami in tudi po tem, kako se spopadamo dejansko z njimi. No, tako je zapisano tudi v reviji Europa Donna in zdaj gostimo pediatrino Eriko Dovnik-Udovič, gospo, ki se je z boleznijo spopadla pred 25 leti. Dober večer. Dober večer vsem skupaj. Gospa Udovič, kako ste vi takrat sprejeli novico? Ja, tega lepega nedeljskega jesenskega večera nikoli v svojem življenju ne pozabim. Zatipala sem si popolnoma nepričakovano bulico, fižolček mali v pazduhi. Čez 10 dni, dobrih 10 dni sem že bila pri svoji mojci na onkološkem operirana, ukrepala sem skratka takoj. To je bil najstrašnejši trenutek v mojem življenju. Ko zdaj gledam nazaj, takrat sem bila popolnoma obupana in najlepše od vsega, kar se mi je zgodilo, zato vem, kaj pomeni danes obisk pri bolnici, ker mene je prišla takrat pred 25 leti, seveda vsega tega ni bilo, ampak moja sestra je prišla k meni na obisk v bolnico z eno gospo, ki je bila operirana 11 let pred tem in to mi je vlilo tisti trenutek veliko upanje. No. Pred 25 leti dejansko nismo veliko govorili o tem. Danes se je to spremenilo, več se govori o tem, osveščenost je tudi najverjetneje večja. To je tudi predvsem po zaslugi bolnic in bolnikov. Na vsak način priložnosti, informacij v medijih, delo vseh teh društev, o katerih je danes govora, je veliko pripomoglo k temu, da je priložnost in osveščenost bi morala biti, ampak gledajte, naj odgovorim na vprašanje, vam za proti vprašanjem. Danes pride 50% žena z napredovalo obliko raka dojke in seveda povsem jasno je, da kot smo slišali, da je veliko odvisno od tega, v kateri fazi bolezni prideš, za mnoge izmed teh je prepozno. In zakaj? Za novo upanje, za zgodnjo diagnozo, za zgodnjim odkrivanjem? Na vsak način je presejalna metoda, to, kar je v bistvu si zdaj zelo prizadevajo ta društva, predvsem Europa Donna, da bi to steklo, je to gotovo zelo pomembno. Ampak pravzaprav zato, da si žena pregleduje dojke in da tudi tukaj v dvorani je namreč zagotovo že kakšna bolnica, kajti vsako leto jih je več kot 1000. Prosim, bodite pozorni na svoje telo, zato ni potrebno ne obiskati ambulante splošnega zdravnika, prav tako ne specialista. Največ lahko naredimo same. Osebno svetovanje je zelo pomembno. Kaj je recimo vas najbolj zanimalo takrat? Kako se je dejansko vaše življenje spremenilo? Moje življenje se je spremenilo v velikih in v malih stvarih. Povsem drugače. Jaz vedno rečem, da je 29. septembra sem bila potem operirana, da je to moje novo rojstvo in jaz proslavljam 2 rojstna dneva, tistega, ko sem se zares rodila in tistega, ko sem bila operirana, kar je seveda dosti bolj ugodno z ozirom na moja leta. Zagotovo se da v vsaki stvari, skratka, rekla bi tako, ljubezen do vseh stvari, velikih, malih, do svojih bližnjih, ko daješ, veliko dobiš. Kako se danes ženske odzivajo na to osveščenost, dejansko na to, da se veliko govori o tem? Se zdrave ženske odzivajo na zgodnje odkrivanje, se dovolj potrudijo, no tako bomo rekli? Jaz na to vprašanje ne morem odgovoriti pritrdilno, zato ker jih 50% pride za napredovalo obliko bolezni in res si moramo vsi skupaj prizadevati, vsaka izmed nas, opozarjamo že, učimo svoje hčire, pravzaprav je ta starostna meja, v kateri se začne pojavljati rak dojke, se spušča vse navzdol, resnično je treba znati opazovati svoje telo in se pregledovati in tako se da odkriti že zelo zgodaj
rak v obliki, ki je še popolnoma ozdravljiv. In to je pomembno in to je najvažnejše. Pomembno je tudi, da govorimo o tem in pomembno je, da za novo upanje skupaj z zgodnim odkrivanjem dejansko nekaj storimo za to. Hvala lepa za pogovor in veliko uspeha še naprej tudi pri osveščenosti. Tako, skladba, ki sledi, je Stranger on the Shore, aranžma Mitja Bojerman in Borut Bučar. Upam, da vam je lepo ob naših sogovornikih in prijetni glasbi. O parlamentarnih glasbenikih smo nocoj lahko prisluhnili našemu eurosongovskemu duetu Platin. Velja pa omeniti, da so se nocojšnje prireditve z veseljem udeležili tudi mladi glasbeniki, ki šele opozarjajo nase. Roka Kosmača in Martina Peroviča bomo pozdravili v nadaljevanju našega druženja. V zadnjem delu pa bomo slišali še Samanto Muhič. Najprej pa torej Rok Kosmač, Ko še spiš.
čisto tiho, pridem k tebi, ko še spiš. Poljubim te. Sonce vzhaja, novo jutro vstaja z njim. Tvoj pogled, kot da začarala si me, vse po tebi mi diši. Želim imeti tudi jaz to moč, da začaram te, kot še nihče. Odpelji me in pozabiva čas, na tvoj so tebi prepuščen. Želim si, da se jutro ne zbudi, ko začuti moč strasti. Kot da začala sem s teboj, vse po tebi mi diši. Želim imeti tudi jaz to moč, da začaram te, kot še nihče. Čisto tiho, pridem k tebi v tvoj objem. Poljubim te. Ne rabim več besed, ne rabim razlage, ne rabim dolgo vezenja, tja 3 dni iz navade. Odbrzi ta obraz, ki je narejen, naj tvoj pogled bo hkrati vroč in leden, si kar si. Preplavil naju oval in naju povzdignil se otal. Zadeni me, pozabival se okrog, ukleni me, da ne bom več čutil niti rok, ne nog. Odnesi me, kot puščavski vihar, svetloba in tema se v eno zlijeta. Ne rabim več prikritega šepetanja, pogledov tja čez ramo polnih pričakovanja. Ne pustiva se vsem, ne potešenim že strastem. Zadeni me, pozabival se okrog, ukleni me, da ne bom več čutil niti rok, ne nog. Odnesi me, kot puščavski vihar, svetloba in tema se v eno zlijeta. Zadeni me, da pozabiva na svet, ukleni me, s tem telesom naj kot suženj bom ujek. Utrip srca naj doseže svoj limit, svetloba in tema se v eno zlijeta. Zadeni me, pozabival se okrog, ukleni me, da ne
bom več čutil niti rok, ne nog. Odnesi me kot pušavski vihar, svetloba in tema se v eno zlijeta. Utrip srca naj doseže svoj limit, svetloba in tema se v eno zlijeta. Svetloba in tema se v eno zlijeta. Naša naslednja gostja je na Onkološkem inštitutu v Ljubljani službovala celih 35 let. Prav njej pa gre pohvala oziroma zahvala ob ustanovitvi oddelka za psihoonkologijo. Gospa Marija Vegelj-Pirc, celih 20 let ste vodili oddelek. To je kar lepa številka. Dober večer najprej. Dober večer. Kakšni so bili dejansko začetki tega oddelka? Začetki so bili pravzaprav težki in pravzaprav vsa ta leta so bila pionirska dela in nažalost je oddelek še zdaj v povojih. Ni tako zaživel. Vsaka nova stvar je nekako težko jo uvajati, ampak meni je bilo vedno zelo blizu delo s človekom. Vedno je bolan človek, človek se sprašuje, kako bom živel. V medicini je pa le predvsem usmerjena na telo. K sreči se to zelo spreminja, da govorimo zdaj več o kvaliteti življenja, o človeku in da tudi se bolniki združujejo svoje organizacije in imajo svojo besedo, kaj želijo še več od medicine. Seveda so pa omejene možnosti v okviru medicine in sama medicinska oskrba ni dovolj, zato je zelo dragoceno dopolnilo, kot smo potem nadgrajevali še v društvih z organizirano samopomočjo in drugimi oblikami. Kot predsednica Društva onkoloških bolnikov, kakšne so vaše izkušnje, da se v zadnjih letih več govori o bolezni raka? No, izkušnje so zelo dobre, to se pa moramo zahvaliti ravno bolnikom. Pri svojem delu sem srečevala pred mnogimi leti veliko ljudi, ki so trpeli zaradi tega odnosa, o raku se ni govorilo, čutil sem se znamovanega, odpisanega, zato tudi sam nisem govoril, ampak vedno smo se učili, pomagaš si največ lahko sam, da sam skušaš prvi korak narediti in reči, imel sem raka, pričakujem, da boste zdaj razumeli, če bom bolj počasna ali pa kdaj sitna v službi. In tako so bili, mislim, najbolj dragoceni premiki prav strani bolnikov. Od tistih, ki se jim je uspelo dobro rehabilitirati in ki so prvi nastopili javno, to je bilo včasih zelo težko in njim gre zahvala. Potem je šlo lažje, ko je bila pot odprta. No, kdaj in s kakšnim namenom ste v bistvu začeli uvajati ta program prostovoljstva Reach to Recovery? No, to je bilo pa ravno tako, kot pravim. Razvijanje nekaj novega je v vsaki instituciji težko. Potrebe ali pa tudi ideje so bile večje. Zato sem nekako, se mi je zdelo, da lahko še kaj več naredim. Vse konec koncev je vsak poskus ali pa vsaka služba samo en okvir. Znotraj tega pa ti uresničuješ kljub vsemu lahko svoje ideje in svoj smisel življenja in tako smo že pred ustanovitvijo društva sem začela uvajati to samopomoč. Ženske z rakom dojke so bile prve, povezali smo se z mednarodnim združenjem in tako naprej. No, da še ta podatek izdava, koliko in kje so ti centri za samopomoč v Sloveniji? Ja, kot je že pred mano povedala prostovoljka Marija, to se je začelo postopoma, najprej na Onkološkem inštitutu z individualno s prvo skupino, potem smo pa razširili še po drugih, tako da samo za ženske z rakom dojke zdaj deluje 18 skupin za samopomoč po različnih krajih Slovenije in vseh bolnišnicah, kjer operirajo, so pa take kot Marija za individualni pogovor na voljo. Torej volja in želja do življenja
in seveda predvsem osveščenost za novo upanje. Ja, novo upanje dajejo najbolj tisti, ki so to, ali pa tudi mi, ki smo po stroki nekako svojo poklicano življenje našli tudi na tem področju. Ker mi vedno rečemo, saj se ne pogovarjamo o raku, govorimo o življenju. In si ga drugemu lahko bogotimo in spoznavamo nove reči. Tudi z rakom. Hvala lepa za te informacije. Ja, naj še enkrat omenim oziroma mimogrede, da je gospa Vegelj Pirc tudi urednica revije Okno, ki ga izdaja Društvo onkoloških bolnikov Slovenije. Tako še enkrat hvala lepa in veliko uspeha še naprej. Sedaj pa prihaja na oder Samanta, oziroma je že tukaj, Samanta Muhič. Zgodba za dva, Samanta Muhič, dejansko nocojšnja prireditev Zgodba za nas vse in možnosti, kako se približati bolnikom, je v zadnjem času, hvala Bogu, seveda čedalje več. In Europa Dona ima na voljo tudi 2 SOS telefona. Z nami v tem trenutku primarika Mojca Senčar,
predsednica slovenske Evrope Done in velikokrat odgovarja tudi na vprašanja klicateljev. Lep pozdrav, dober večer. Lep dober večer vsem dvorani in vsem ob radijskih sprejemnikih in televizijskih sprejemnikih. Res je, takrat, ko zboliš, pravzaprav nujno rabiš pomoč. In ker ima Društvo onkoloških bolnikov 18 čudovitih skupin za samo pomoč, se je pravzaprav Evropa Dona odločila za 2 svetovalna telefona, ki sta odprta praktično 24 ur na dan, 365 dni v letu, kjer pomagamo bolnicam. Največkrat je to takrat, pravzaprav, ko se ob začetku, ko se soočajo z boleznijo raka, pomagajmo jim pri izbiri recimo kirurškega zdravljenja, svetujemo jim pri tem, kako premagati težave recimo ob kemoterapiji in tako naprej. Pomagamo jim tudi pri pridobivanju drugega strokovnega mnenja, če želijo to bolnice. Skratka, nimamo pa sam SOS telefonov, če želijo bolnice, in lepo je, da se večkrat oglašajo že pari, da bolnico mnogokrat spremlja že partner. To se pravi, jim pomagamo s osebnim stikom, na željo jih obiščemo v bolnici, skratka te pomoči je veliko. Nekaj ste že omenili, ampak kaj so teme, ki recimo bolnice najbolj zanimajo? Zagotovo je takrat, ko bolnica zboli, najprej je to, ali bom preživela ali ne. In poglejte, če jaz rečem, da sem že 26 let po raku dojk, pravzaprav mi takrat za začetek ni treba niti kaj dosti govoriti. Jaz bolnici takrat pomenim upanje. Sicer pa takrat mnogo jih sprašuje tudi, v čem so grešile, kaj lahko sedaj spremenijo v svojem življenju. Zanima jih oblika prehrane, kako morajo biti telesno aktivne. Skratka, vse tisto, o čemer je govoril prej že profesor Štabuc, in bi pravzaprav vsi morali poznati. Tega se še zavemo šele takrat, ko se nam nekaj hudega zgodi. In tudi tukaj pomagamo tem bolnicam, da pridejo do tega. No, pa je recimo ta telefon oziroma ta 2 SOS telefona, pa tudi druge možnosti, recimo pridobivanja informacije, namenjeno izključno bolnicam? Ne. Tako kot sem rekla, veste, namreč rak je bolezen, ki se zelo zareže v celo družino, v bližnjo in daljno okolico. In prav tako potrebujejo pomoč partnerji, prav tako potrebujejo pomoč otroci. In tukaj vse lahko pomagamo, predvsem tisti, ki smo se res z boleznijo srečali. Ja. Še morda to za konec, je možnost recimo po Evropi Doni tudi možnost osebnega stika z pacientom? Tako je. Če se z bolnicami dogovorimo, kot sem rekla, pridejo mnogokrat ali same, ali s partnerji in se potem pogovorimo, jih obiščemo tudi v bolnici in mnogokrat spremljamo naprej, posebno, ko imajo težave po sistemskem zdravljenju. Pa še nekaj, veste, vedno bolj govorimo o tem, da je rak ozdravljiva bolezen. Hvala Bogu, mi smo vsi veseli, vendar malo ljudi ve, da se še mnogo bolnikov lahko začne šele po prestani bolezni, pred vstopom v službo na delovno mesto nazaj srečevati s problematiko. In tudi tukaj pomagamo in jaz mislim, da v Sloveniji nas čaka še na področju rehabilitacije veliko dela. No, in tu smo še pri zadnjem vprašanju, tu vas še moram vprašati. To so zelo pomembne informacije, kako priti v stik, kako pridobiti informacije. Za novo upanje, to je naslov nocojšnje prireditve in kdo lahko najbolj pomaga? Tako kot sem vam rekla, največkrat lahko pomagamo pravzaprav vsi. Poglejte, tudi ta prireditev je zagotovo
lahko osvesti številne ljudi in vlije upanje tistim danes, ki se borijo z rakom, pa nas gledajo in poslušajo. To se pravi, pomagajo lahko svojci, pomagajo lahko prijatelji, pomaga lahko vsak dober človek, ki zna čuti s človekom. Veste, bolniki pa nimamo radi pomilovanja. To ni pomoč, pomilovanje. Pomoč je nekaj čisto drugega. Hvala lepa za pojasnila in pogovor. V bodoče veliko uspeha še pri delu in pri Evropi Doni. Hvala lepa in vesela sem, da smo se danes združili številna društva. Tukaj je naša moč v združevanju. Hvala lepa. Malo glasbe še, sledi Rockabye Your Baby with a Dixie Melody, besedilo pa magistrica Majda Potrata in Rudi Moge, Darja Lavtižar-Bebler pa bo zapela lirično pesem, ki nas bo ponesla v spomine, mladost, oziroma na srečno mladost seveda, in tudi bolečino ob slovesu od ljubljene osebe. Tesno objeta pozabiva, da ti in jaz zares sva kriva, ker najine poti se zavedno ločijo že nocoj. Spremljala bo pesem tale najin zadnji ples, ko spominjala se bova nočih samotnih ljuba te bom sanjal, ko Dixieland v spominu bo odzvanjal, nič ne bo združiti znalo znova najinih poti.
Pa smo spet skupaj, ne? Spet sva skupaj, ampak žal na koncu, ne. Vse, kar je prijetno, hitro mine in upam, da se tudi vi, dragi gledalci, spoštovani poslušalci in cenjeno občinstvo tukaj v veliki dvorani SNG Maribor strinjate z nama. Kot smo nocoj slišali, rak še ne pomeni konca, za mnoge je to le nov začetek. Današnja prireditev naj izzveni kot spodbuda, da je treba vztrajati, si prizadevati in zlasti upati. Ja, vsem organizacijam torej res iskrene čestitke za prizadevno delo, mnogim lajša življenje, nekaterim pa seveda tudi bogati. In hvala tudi vsem sodelujočim in tudi njihovemu prispevku za žarek upanja, za novo upanje vsem, ki se spopadajo z boleznijo, o kateri smo nocoj govorili. Ja, izhodna vrata se že počasi odpirajo in z zadnjima skladbama se od nas poslavljajo tudi člani Parlament Dixie Banda. Vsem skupaj še enkrat iskrena hvala in lahko noč. Lahko noč. Cele šolje smo si znicali, zajtra smo sunce pili s čarno kavico, šalčke gor obračali, notri gledali. Daj zašlo ga Jerica, kakšna bo ljubezen, ki me nosila božive dni. Aj, 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 sam ga gledala, sam se zasagala, gledala sem to, kar videti se ne sme. Kak naj rešim ga, kak naj tešim ga, muzikaša mladoga. Sam ga gledala, v sebi sem spoznala, srce moje z mladim muzikašem gre. Čas zastani zdaj, sonce spusti se v duše najine. Pesmi čez nebolje, veter skozi lase gre, vino teče kri nam, kakor ogenj žge. Janke židane, bose nogice, rosne postelje. Ajme Bože, Bog, usmili se, daj usmili se, dece najine. Odišla, lepa leta milosti, ko smo po cesto in našoj vandrali. Žito je zrelo, mi dva dozorela sva, svojo deco cartava in ji spevljava. Daj v življenju dobroga, daj jim kruha nekoga, daj jim voljo, kak vina močnoga. Aj, 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 sam ga gledala, sam se zasagala, gledala sem to, kar videti se ne sme. Kak naj rešim ga, kak naj tešim ga, muzikaša mladoga. Aj, sam ga gledala, sebi sem spoznala, srce moje z mladim muzikašem gre. Čas zastani zdaj, sunce spusti se v duše najine. Pesmi čez nebo lete, veter skozi lase gre, vino teče kri nam, kakor ogenj žge. Janke židane, bose nogice,
polne postelje. Ajme Bože, Bog usmili se, daj usmili se, vece najme. Ceste idejo, violine špilajo, fudarje na konjih belih jahajo. Čas zastani zdaj, sunce spusti se v duše najne. Ajme Bože, Bog usmili se, daj usmili se, vino teče, kri nam žge.